Pogovor o. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V luči prihajajočega mednarodnega praznika dela bomo spregovorili o razmerah na trgu dela. Te so že nekaj časa ugodne, zlasti za iskalce zaposlitve, saj brezposelnost že več let vztraja na izjemno nizkih ravneh. Letos so nekatera podjetja zaradi zmanjšanega povpraševanja sicer napovedala odpuščanja, a na drugi strani so v številnih panogah še vedno soočeni s pomanjkanjem kadrov. O omenjenem bomo spregovorili z direktorico in ustanoviteljico enega izmed večjih zaposlitvenih portalov Optios.com, Sašo Boštjančič. Lepo pozdravljeni. Dober dan. V nadaljevanju oddaje pa bo z nami tudi predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Blaž Cvar. Gospa Saša Boštjančič, zdaj pač midva začneva s pogovorom. Kako ocenjujete trenutne razmere na trgu dela in ali menite, da delavce še vedno postavljajo v boljši položaj kot delodajalce? Ja, takole, zaenkrat bi rekla, da so razmere na trgu dela, kar se tiče samih nas delavcev oziroma iskalcev zaposlitve, še vedno stabilne. Podatki sicer kažejo, da se že majčkeno zmanjšuje število objavljenih prostih delovnih mest, pa kljub vsemu nekako razmere na trgu dela so še vedno ugodne, tako da tisti, ki bi želel imeti zaposlitev, ki bi rad našel zaposlitev, ki je voljan delati, bo delo vsekakor dobil. Še vedno govorimo o pomanjkanju delavcev, pravih pomanjkanju delavcev, tako da razmere še vedno ta prave. Zdaj, v katerih panogah opažate največje potrebe po kadrih in se v zadnjem obdobju to kaj spreminja? Če smo pred leti govorili, da so določene panoge težko dobijo delavce, nove sodelavce, bi se rekla, da imamo danes oziroma že nekaj časa ali pa sploh po koroni krizi lahko govorimo, da primanjkuje večino vseh vrst delavcev, da mogoče malo naštejemo, zaradi demografskih sprememb, starajoče se delovne sile, vemo, da imamo težave s pomanjkanjem delavcev na področju nege in zdravstva, to je od socialnih oskrbovancev, medicinskih sester in tudi seveda zdravnikov. Potem na področju vzgoje in izobraževanja, se pravi od vzgojiteljev v vrtcih, učiteljev v srednjih in osnovnih šolah in seveda na fakultetah. Zdaj se upokojuje ena velika generacija teh profesorjev na fakultetah v srednjih šolah, potem na področju gradbeništva, to so vse vrste inženirji, potem na področju informacijske komunikacijske tehnologije in pa seveda programerji, potem na področju energetike in zelenega prehoda, tukaj imamo inženirje, potem razne vrste analitike. Na področju gostinstva in turizma, to smo že prej poznali, to je zdaj v bistvu še eskaliralo. Po koroni krizi se je pokazalo, da smo izgubili ogromno število delavcev, ko so šli iz teh industrij, naprimer drugam, veliko se je govorili, da so šli tudi takrat v prodajo in smo jih zavedno izgubili. Potem na področju predelovalne dejavnosti, transporta, logistike, kot so vozniki, kot so skladiščniki, potem financ, računovodstva in pa seveda razni mizarji, elektroinštalaterji, vodovodni inštalaterji, zidarji, varilci, ključavničarji, skratka, če potegnem črto, bi težko rekla, da res ni kakšna skupina delavcev danes zaposljiva. Zdaj v nekaterih sektorjih, zlasti povezanih z avtomobilsko industrijo, smo že lahko videli nekatera odpuščanja. Določena podjetja so to napovedala za letošnje leto. Katere panoge so po vaši oceni oziroma bodo na udaru? Zdaj, jaz sem veliko v stiku z delodajalci, spremljam trg dela. Trenutno ne vidimo ali pa še ni slišati nekega večjega odpuščanja. Seveda mi delodajalci z področja avtomobilske industrije, naprimer, povedo, da so nekako ustavili zaposlovanje. Se pravi, so pri novem zaposlovanju bolj previdni. Seveda, enako velja tudi za industrije, kjer so predvsem, ki delajo polizdelke, so predvsem izvozno naravnane in so nekako povezano z nemško industrijo. Tako da nekako bi rekla, da nekega hudega odpuščanja še ni. Seveda so pa tudi letos opažam, pa delodajalci bistveno bolj previdni pri novem zaposlovanju in pa nekako seveda vsak delodajalec, vsak dober delodajalec si želi zadržati nove sodelavce in jih ne, oziroma sodelavce in jih ne odpuščati. Država in podjetja spodbujajo izobraževanje na področju deficitarnih poklicev. V kolikšni meri vpliva to na odločanje mladih?
bi rekla spodbudno, vendar ne tako, kot je bilo mogoče pričakovano, a ne. Zdaj, če beremo, mladi, sicer temu se namenja seveda štipendije, a ne. Mladi pravijo, da so te štipendije prenizke, lahko bi bile višje, pa kljub samo, a ne. Mladi, ki se odločajo za poklice, se pravi za neko srednjo šolo ali pa potem za fakulteto, njim štipendije niso več na prvem mestu pri odločanju, ampak predvsem kaj drugega, a ne. Vemo, da so danes mladi dosti informirani, veliko lahko preberejo na spletu, imajo en kup lahko nekih strokovnjakov, na katere se lahko obrnejo povpraševanja, pa kljub samo mladi si izbirajo poklice, ki ima neko perspektivo, kjer vidijo nek karierni napredek, kjer so stimulativne plače, kjer so pogoji dela urejeni, predvsem pa si želijo neko delo, v katerem bi videli smisel. Tako da mladi se tega zavedajo in želijo imeti neke druge vrednote, kar se dela tiče in tudi kar se tiče izbira poklica. Zdaj problem na področju kadrov izvira zlasti iz demografskih sprememb, ki pa se bodo po pričakovanjih še zaostrovale. Katerih ukrepov bi si vi želeli na tem področju? Osebno menim, da bi se država ali pa Slovenija lahko več ukvarjali z ukrepi, o katerih se premalo mogoče govori, a ne. Zdaj, zaradi same demografije, kot ste omenil, gremo res, ratujemo res starajoča se družba. Povprečen Slovenec, ne vem, če veste, je star 45 let. Mogoče se mi zdi ta zanimiv podatek, v bistvu alarmanten, a ne. Čez 75 let, sicer nas že naju več, mogoče vem, da naju takrat več ne bo, ampak takrat nas bo 500 000 manj v Sloveniji, a ne, Slovencev. Tako da država bi lahko bolj strateško pristopila k temu problemu. Veliko se zdaj govori o tej stanovanjski problematiki, se pravi, da bi mladi lažje dostopali do stanovanj. Zdaj, če se vozimo po Ljubljani ali po okolici ali po kakšnih drugih večjih mestih, vidimo, da se ogromno gradi. Zdaj vprašanje je, a ne, koliko se ti mladi dejansko lahko privoščijo tako draga stanovanja. Zdaj, podatki tudi kažejo, da mladi predolgo živijo pri starših. Povezan je seveda to tudi s stanovanjsko problematiko. Se pravi, mladi so v Sloveniji v samem vrhu, kar se tiče dolžine bivanja pri starših. Verjamem, da bi se radi osamosvojili, vendar pač zaradi te stanovanjske problematike se ne morejo. Več bi se mogli tudi pogovarjati o tem, da mladi prepozno stopajo na trg dela. Se pravi, predvsem dolgo se izobražujejo, in pa seveda nekaj se na tem premika, bomo videli, kaj bo. Kar se tiče zakona o upokojevanju, se pravi o pokojninski reformi, seveda podatki še vedno kažejo, predvsem tudi za Evropo, da se Slovenci relativno mladi upokojujemo. Torej, če bomo želeli ohraniti to, bom rekla, neko gospodarsko stabilnost, predvsem pa pokojninsko stabilnost, se pravi pokojnine, bomo mogli nekaj narediti v zvezi s tem, da bomo ljudi, ki bodo želeli delati, ki bodo sposobni, ki bodo zdravi, da jim čim dalj ohranimo v delovnih sredinah. Zdaj, plače so v preteklih letih beležile določeno rast, vendar pa je v življenje zaposlenih močno zarezala tudi inflacija, zaradi česar slednji pričakujejo nadaljnjo rast plač. Kakšen je tukaj manevrski prostor? Nekako ocenjujem, kakor se pogovarjam z dobrimi delodajalci v Sloveniji. Dobri delodajalci so že nekako dvignili plače tam, ker je bilo to možno. Tako da s tem dobri delodajalci več nekako nimajo težav, a ne, kar so dvignili, so lahko. Problem je bolj v tem, kakor se pogovarjam z delodajalci, da dvig plače ali pa, bom rekla, neka stimulativno plačilo več ni dovolj, a ne. Predvsem govorim za delovna mesta, kjer so že zdaj višje plačana, ne. Ljudje si želijo več kot dobro plačilo. In dobro plačilo ni nujno vedno na prvem mestu, a ne. Danes predvsem mlajša generacija in tudi moja, a ne, si želi predvsem, bom rekla, neke spoštljive odnose na delovnem mestu, se pravi neko odprto komunikacijo, zdravo delovno okolje, okolje, ki te spodbuja, okolje, ki te krepi, ki te razvija in kjer se počutiš dobro. Ker vemo, a ne, koliko ur na dnevno preživimo na delovnem mestu, saj 8 ali pa 8, in želimo se vsi nekako dobro počutiti in naslednji dan iti seveda nekako z veseljem na delo. Na eni strani so se spremenile potrebe delodajalcev, na drugi pa tudi zaposleni. Se vam zdi, da se pričakovanja enih in drugih pogosto razhajajo?
Mislim, da to že od nekdaj. Če smo pred časom ali pa pred 15 leti naprimer govorili, da so delodajalci tisti, ki lahko izbirajo, je danes obratno. Se pravi, iskalec zaposlitve oziroma delavci smo tisti, ki lahko izbiramo, torej, kje se bomo zaposlili, kaj bomo delali. Fajn bi bilo, če bi bilo to nekako v razmerju, vendar trenutno ni. In bom tako rekla, prav je, da se pogovarjamo, prav je, da si najdemo ljudje, delodajalca, ki nas bo vreden, ki nas bo spoštoval, in pa seveda tudi delodajalec, da najde nekega sodelavca, ki se bo želel vključiti v del njihove kulture, ki bo želel prispevati k napredku te družbe, tega podjetja in pa seveda tudi razvoju okolja oziroma družbe, v katerem ta posameznik živi. Mlade generacije imajo več veščin, ki jih delodajalci potrebujejo, zlasti v luči uporabe umetne inteligence in pa tudi drugih novih tehnologij. Na drugi strani pa se zdi, da imajo drugačen odnos do dela, pričakovanja glede usklajevanja prostega časa in službe. Kako vi vidite te izzive? Drži. Vsaka generacija ima svoje pluse in minuse. Mogoče meni se zdi en tak zanimiv podatek, ki sem ga nedolgo prebrala, in sicer kaj je rekel filozof Sokrat, grški filozof pred 2500 leti. Rekel je, da so mladi leni, kritizirajo starše, ne ubogajo. Kaj želim povedati? Tako kot sem prej povedala, vsaka generacija ima svoje pluse in minuse, zato zadnjo, ali pa bom rekla ta generacija, ki trenutno prihaja na trg dela, že na trgu dela, to je ta Z generacija, ima neke drugačne vrednote. Seveda mi je plača pomembna, se pravi spoštljivo plačilo, vendar si želijo tudi več prostega časa. Se pravi, po službi želijo biti na voljo za svoje aktivnosti, za svojo družino, želijo si več hibridnega dela, fleksibilni delovni čas, spoštljive odnose, so digitalno nadpovprečno pismeni, odprto komunikacijo. Skratka, vsaka generacija je drugačna, tudi ta je, in se mi zdi, da je prav tako, in se veste, kot pravijo, na mladih svet stoji. Na eni strani se zdi, da je zaradi večjih potreb po delovni sili lažje dobiti zaposlitev za določen, celo nedoločen čas, na drugi strani pa veliko ljudi še vedno dela v nekaterih negotovih oblikah zaposlitev. Kje vidite razloge za to? So mogoče tudi težnje po tej fleksibilnosti? Kot se pogovarjam z mnogimi ljudmi, bom rekla, predvsem te mlajše generacije želijo biti v teh bolj fleksibilnih oblikah dela. Je pa res, kar se tiče našega zaposlitvenega portala, in jaz opažam zdaj zadnja leta, glede na to, da delodajalci vse težje privabijo prave sodelavce, da seveda ponujajo oblike zaposlitve za nedoločen čas. Vendar, kot se pogovarjam z zaposlenimi oziroma z ljudmi, jim to ni nekaj, bom rekla, je pomembno, vendar, kot si že prej omenjeno, ni na prvem mestu. Bolj pomembno je, da vidijo smisel v delu, ki ga upravljajo. To je predvsem ta Z generacija in pravijo tako. Torej, da vejo, zakaj nekaj delajo, predvsem pa, da so potem seveda, da so za svoje delo ustrezno in pa spoštljivo plačani in pa seveda, da imajo spoštljive delovne odnose, da imajo zdravo delovno okolje, da imajo sodelavce, s katerimi so radi, da pač jim delodajalec omogoča dodatna izobraževanja. Skratka, vse tisto, kar nekako nas spodbuja in pa kar razvija ne samo k osebni in pa karierni rasti, ampak seveda tudi rasti podjetja, v katerem smo trenutno zaposleni. Mogoče bi tukaj sam še dodala, so tudi zdaj že kar nekaj časa, že neko obdobje, ko ljudje ali pa zaposleni ne želijo biti več zaposleni pri določenem delodajalcu daljše obdobje. Naprimer, za časa naši starši vemo, da so bili zaposleni pri enem delodajalcu svoje celo karierno obdobje, 25, 30 ali več let. Tega si zdaj mlade generacije več ne želijo. Želijo delati, želijo si nekih novih izkušenj in počasi se bomo mogli, ali pa smo se že delodajalci navadili, da mladi pogosteje menjajo zaposlitev, kot so bile generacije pred njimi. Kako pa na slovenski trg dela vplivajo ti globalni trendi in v kolikšni meri se je sposoben nanje prilagajati?
Vsekakor vplivajo te trendi tudi na slovenski trg dela, vendar nekako vidim še z zamikom, a ne. In če se mogoče vrnem na vaše prvo vprašanje, a ne, zaenkrat bom rekla, je služb še vedno dovolj. V Sloveniji tisti, ki bi želel delati ali pa ki želi delati, bo vedno najdel delo. Zdaj, mogoče ne nujno, a ne, da glih v skladu z njegovimi pričakovanji ali pa tako glede na izobrazbo, ki imajo delovne izkušnje, vendar službe danes še vedno veliko in imamo kaj izbirati. Katere kompetence in pa morda tudi lastnosti bodo po vaši oceni v prihodnje najbolj iskane? Vsekakor te, se pravi, digitalne veščine in pa seveda meni osebno se zdi tukaj neka socialna kompetenca, se pravi, in pa čustvena kompetenca. To so te kompetence, ki bodo v prihodnje še vedno, ali pa še bolj, bom rekla, v ospredju. Predvsem pa tudi kompetence, o katerih se premalo pogovarjamo, to je kompetenca, sposobnost dela v timu. Vemo, kam ta svet gre, težimo k nekemu individualizmu, in prav je, da ljudje in pa tudi zaposleni postanemo sodelovalni, torej da med sabo, da si pomagamo, sodelujemo in na tak način, ne da se dobimo nove ideje, ampak skupaj lahko zgradimo več. V tej luči bodo najverjetneje potrebne tudi določene spremembe na področju izobraževalnega sistema. V katero smer bi morala iti? Tako nekako opažam in tudi podatki kažejo, da trg dela ni usklajen. Torej, še vedno se predvsem mladi odločajo za poklice, ki jih trg dela ne potrebuje. Torej, tukaj bi si želela na tem področju, da bi mlade spodbujali, da bi se odločili za poklice, ki so zelo zaposljivi, ki jih delodajalci trenutno najbolj iščejo. Seveda je pa potem tudi na drugi strani, a ne, da delodajalci omogočajo neke pogoje, kjer bi bili ti poklici, ki mogoče danes niso tako atraktivni za mlade, v bodoče bolj zanimivi, a ne, kar se tiče, se pravi, najprej ogleda poklice, plača in pa seveda tudi same varnosti, no to je v Sloveniji dosti dobro urejeno, pa kljub samo, a ne. Vsak si želi delati mogoče malo lažje delo, tako da tukaj mislim, da je še kar nekaj prostora za izboljšave. Veliko je ugibanj o tem, kako in koliko se bo delalo v prihodnosti. Govori se o tem, da bo umetna inteligenca odnesla precej delovnih mest. Nekateri omenjajo tudi možnosti, da se bo delalo manj časa. Si za konec tega pogovora upate napovedati, kako drugačno bo delo čez 1 ali pa 2 desetletji? Tega odgovora nihče ne more dati, ne. Kaj bo čez 10-20 let, ne vemo. Vemo, kaj bo čez nekaj let. Veliko se je govorilo o tem, ali nam bo umetna inteligenca, robotizacija, bom rekla, ukradna delovna mesta. Jaz bi rekla, da nam bo marsikatero delovno mesto nekako olajšala. Predvsem tam, kjer gre za ponavljajoče se delo, kjer gre mogoče za nevarno delo. Vsekakor pa, če mogoče povem, jaz sem pa poklicu socialna delavka, ne bo pa nikoli mogel neki robot nadomestiti človeka tam, kjer je potreben osebni stik. To je pri neposrednem delu z ljudmi, naprimer pri poučevanju, pri poučevanju otrok, pri vzgoju otrok ali pa pri delu s starejšimi. Nek stisk roke, top objem, lep pogled, spoštljiv pogled, tega nam umetna inteligenca oziroma robot nikoli ne bo mogel dati tako dobro, kot da lahko samo človek. Direktorica in ustanoviteljica zaposlitvenega portala optius.com Saša Boštjančič, najlepša hvala za sodelovanje v oddaji in ta pogovor. Hvala lepa za povabilo. Poslušate Pogovor o. Naročite se na podcast oddaje na radio.ognisce.si. Gospodarstvo je pred številnimi izzivi, nekatere panoge pesti padec povpraševanja, zlasti energetsko intenzivna podjetja, pa tarejo tudi visoke cene energije. Na drugi strani primanjkuje delovne sile, problem pa predstavljajo tudi vse večje davčne obremenitve. Za nekaj pojasnil je zdaj z nami predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Blaž Cvar. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Za Slovenijo se tudi letos in prihodnje leto napoveduje gospodarska rast, ampak v zadnjem obdobju se zdi, da smo vse pogosteje priče naknadnemu popravljanju napovedi navzdol. V kakšni kondiciji je slovensko gospodarstvo oziroma kako odporno je?
Slovensko gospodarstvo je zaradi preteklega dela v dobri kondiciji in seveda ta vrhunska kondicija, ki bi lahko bila še boljša, je pravzaprav tisto, zaradi katerega dejstva torej trdimo, da ga je nesmiselno zaradi tega obremenjevati. Jaz mislim, da je potrebno gospodarstvu dajati novega dodatnega zagona, ga narediti še boljšega, za kar so zaslužni slovenski podjetniki, slovenski obrtniki, in nove obremenitve, ki smo jim priče, nikako niso na mestu. Zdaj gospodarske razmere se nekoliko spreminjajo. So podjetniki in pa malo gospodarstvo v kaj boljšem položaju, kar se prilagajanja tiče? Gospodarstvo, tisto, ki je, bi rekel, sposobno prilagajanja in je fleksibilno, je predvsem ravno pod težo določenih pritiskov strani, bi rekel, omejevanja, tako finančnega kot administrativnega, vedno pod vplivom tega, kako sposobno se je, bi rekel, temu primerno prilagajati. In če smo že v minulih krizah, če se obrnemo ne na epidemijo, ker nekaj posebnega, ampak na gospodarsko krizo, ki je trajala v Sloveniji, rečemo temu predolgo, ker se nismo pravilno in pravočasno odzvali od leta 2008 do 2013, 2014, je povsem jasno, da se je ravno malo gospodarstvo bilo, bi rekel, sposobno zelo hitro, fleksibilno temu prilagoditi in da je pravzaprav takrat državno blagajno gor držalo ravno, bi rekel, malo gospodarstvo. In zato je treba z malim gospodarstvom še posebej, bi rekel, previdno z občutkom ravnati, da ne zapravimo tudi, bi rekel, te pozicije, ki jo imamo, da v primeru vendarle rahlih korektur, ki bodo prišle, to vemo zagotovo, ne pridemo v podobno situacijo kot takrat. Zdaj trenutno najbolj skrbi carinska vojna, saj so zadeve precej nepredvidljive, močan vpliv imajo tudi na kapitalske in druge trge. Kakšen razplet pričakujete in kako učinkoviti so lahko ukrepi Evropske unije? Poglejte, ker pač zastopam obrtno-podjetniško zbornico, katere člani so po večini seveda majhni podjetniki, obrtniki. Tukaj seveda posebnega vpliva te razmere na ameriškem trgu po večini, glavnem v takšnem obsegu, nimajo, kajti seveda tudi obseg poslovanja z Ameriko v našem krogu ni velik, je pa, bi rekel, dovolj velik, da seveda jemljemo to situacijo dovolj resno. Čisto jasno nam je, da seveda v povezavi z velikimi sistemi, del katerih podizvajalci naši obrtniki so, imajo nekateri kar težave z trenutnimi razmerami. Vidimo pa, da se pravzaprav dnevno situacija ali pa odločitve ameriške administracije spreminjajo in zato je tukaj še posebej, bi rekel, smo priče neki negotovosti, za katero mislim, da pa vendarle obstaja tudi politična volja, da se primerno uredi in da vendarle te, bi rekel, katastrofe, ki se je napovedovala, ne bomo deležni v takšnem obsegu, kot smo se sprva bali. Zdaj v gospodarstvu ste kritični do dodatnih obremenitev. Po srečanju gospodarskega kroga ste spet pozvali k razbremenitvi. Kakšna so vaša pričakovanja? Poglejte, če smo lahko vendarle prebrodili pogajanja za pokojninsko reformo brez dodatnih ran, ko smo že na začetku z izhodišči bili zaskrbljeni, da bomo deležni novih dodatnih obremenitev, sploh kar se prispevkov na plače tiče, čeravno smo že vse skozi opozarjali, da smo na lestvici OECD-ja v Evropi na 7. mestu, kar se davčnega primeža tiče in da bi rekel, s tem šli na sam vrh in glede na to, da nas s 1. julijem čakata 2 dodatna odstotka, bi rekel, dodatne obremenitve na plače, potem smo pa že čisto na samem vrhu. In to je tisto, na kar opozarjamo, da vendarle tako, bi rekel, brez občutka in z dodatnimi obremenitvami dejansko ogrozimo tisto, kar se je gradilo dolga leta. To je dobra kondicija, bi rekel, dobro delo in bi rekel, rast gospodarstva. Zato, če imamo dobro delujoče gospodarstvo, rekordno število zaposlenih z višjimi primernimi plačami, potem to ni vprašanje ali pa skrb ne za pokojninsko blagajno, ne za davčno blagajno in ne za zdravstveno blagajno. To pomeni, da je potrebno samo vzdrževati dobro kondicijo, ne dodatno obremenjevati ampak spodbujati, da bodo vse blagajne polne in potem to pomeni blagostanje za vse blagajne oziroma za celotno družbo. V povezavi z oskrbo se obeta nov prispevek, omenili ste že, da je to neka dodatna obremenitev. Na drugi strani pa tudi ne vemo, kako se bodo ta sredstva porabljala,
kakšna je dejanska potreba glede tega zneska? Poglejte, da ne ustvarjamo napačnega vtisa, tudi mi smo za dolgotrajno oskrbo, vemo, da jo bomo vsi nekoč potrebovali in jo potrebujemo. Dolgotrajno oskrbo pravzaprav že imamo, vendar v neki drugi obliki. Že sedaj se namenja iz 3 blagajn, iz občinskih blagajn, iz pokojninske in zdravstvene blagajne, bi rekel, kar zadostno število sredstev, da to pač financirajo. Natančne številke žal tudi od tistih, ki o tem odločajo, nismo dobili. Mi pač ocenjujemo, da je tukaj okoli 400 milijonov že sedaj namenjenih za dolgotrajno oskrbo. Zato, kar pač nov zakon predvideva, pa tudi ni jasno, kako se bo izvajal in kako po projekciji, ki je bila predstavljena strani ministrstva, kako bo teh 650 oziroma 700 milijonov evrov, ki bodo pobrani v naslednjem letu, porabljenih. Vemo, da nimamo ne toliko, bi rekel, postelj v domovih za ostarele, ne dovolj kadrov, da te postelje že sedaj ne, bi rekel, obdelajo oziroma jih imajo pod nadzorom, in pa seveda tudi dovolj kadrov za oskrbo na domu nimamo, in zato je povsem jasno, da tukaj ni moč, bi rekel, vseh 650 milijonov plus že sedaj porabljenih 400 porabiti za dolgotrajno oskrbo, in zato seveda predlagamo, da, kot je minister Maljevac povedal, bi rekel, obseg sredstev, ki bo kot subvencija namenjenih tistim, ki so že sedaj ali pa bodo v domovih za ostarele, od 90 do 500 evrov, povprečje 300, to je 75 milijonov, da za vse postavke, ki so nam jih opisali, zmanjšamo najprej, bi rekel, prispevno stopnjo. To pomeni razbremenitev tako upokojencev, razbremenitev tako zaposlenih, kmetov in pa seveda tudi gospodarstva, da pričnemo ta sredstva zbirati v manjšem obsegu, to je 0,2% namesto 1% oziroma 2% na bruto 1 in bruto 2. Potem pa gremo v višanje teh postopkov, če bo to seveda potrebno, z leti, ki bodo prišla in ko bomo izpolnjevali pogoje za to. Po srečanju gospodarskega kroga ste pozvali tudi k razbremenitvi posameznikov. Pričakujete, da bi to vplivalo na dvig potrošnje, glede na to, da trenutne negotove razmere vplivajo tudi na bolj zadržano trošenje? Ja, poglejte, če tukaj mislite s tem kupno moč oziroma potrošnjo naše družbe, je povsem jasno. Mi vsi vemo, sploh obrtniki, ki želimo imeti ob sebi naše zaposlene oziroma kadre na delovnih mestih pod primernimi delovnimi pogoji, s primernim plačilom, to pomeni, da tudi plače so se zaradi tega že primerno dvigale v preteklem obdobju. To pomeni, da kupna moč tukaj raste tudi potrošnja. Res je, da zaskrbljenost na strani nekaterih kazalnikov, ki kažejo na zmanjšanje te potrošnje, že od decembra naprej trgovinski sektor na to opozarja, kaže tudi na previdnost na tem področju. Je pa jasno, mislim, da moramo spostaviti en normalno delujoč sistem brez posebnih krčev, kajti ko povzročamo z napovedmi takšnih ali drugačnih kriznih situacij, sprožamo krč, ki lahko privede že do umetnega zmanjšanja potrošnje. To pa vemo, da potem naredi škodo v celotni verigi. In tega se želimo izogniti. Mi želimo spodbudno, bi rekel, pozitivno nastrojeno, pozitivno usmerjeno ukrepanje, oziroma tisto, kar sem že prej napovedal, da je potrebno skrbeti, bi rekel, z veliko mero previdnosti za celotno ukrepanje in sprejemanje zakonodaje za gospodarstvo. Čeprav smo nedavno govorili o 10% inflaciji, zdaj govorimo o želeni približno 2%, se zdi, da so se stroški bistveno bolj povečali. V zadnjih letih so se nekatere nujne dobrine podražile za večkratnik, kar vpliva na slabše življenje ljudi. Kakšen pa je vpliv tega na poslovanje podjetij, recimo gostince? Te občutke, ki jih imamo ali pa jim sledimo v raznih komentarjih na socialnih omrežjih in podobno, težko komentiram. Zaenkrat je skoraj da potrebno verjeti, kako pravzaprav rast stroškov dejansko poteka, torej kakšne so cene tistega, kar čutimo ob nabavi na splošno živil v trgovinah in podobno. Kar se tiče rasti cen surovin, potem rasti cen energentov in podobno, je pa povsem jasno. Tukaj smo v preteklem obdobju v nasprotju z nekaterimi drugimi državami, ki so najprej poskrbele za, recimo, regulacijo cene energentov v gospodarstvu, potem pa šele, bi rekel, v gospodinstvih, je reakcija, bi rekel, kar se konkurenčnosti tiče, tukaj bila drugačna kot pa pri nas, kjer smo še vedno po zadnji analizi 20% po cenah električne energije više od evropskih konkurentov, kar je
enormna številka, ko je seveda gospodarstvo skupaj sešteje in zato še vedno trdimo, da je vedno najprej pomisliti, kako, bi rekel, poskrbeti za tisto roko, ki te hrani, torej gospodarstvo, ki polni vse blagajne, in potem seveda šele primerno reagirati tudi na ostalih področjih, da tukaj ne povzročimo tistega, česar se ne želimo, to pa je, bi rekel, nazadovanje gospodarstva ali pa recesije, kot jo recimo že napovedujejo v Nemčiji. Kaj se bo v prihodnje dogajalo s plačami? Zdaj na eni strani primanjkuje delovne sile, zlasti v nekaterih sektorjih. Lahko pričakujemo rast in v kolikšni meri jo bodo omejevali stroški in pa tudi te spremenjene okoliščine? Dokler bomo znali poiskati prave odgovore na naša pričakovanja, torej da bomo vendarle pogledali na gospodarstvo z drugimi očmi, sploh morda zdajle pred volitvami, potem ni pričakovati, da se bo tukaj v kratkem kaj spremenilo, razen seveda v panogah, ki že sedaj čutijo, bi rekel, padec obsega proizvodnje, avtomobilska industrija ali pa morda del gospodarstva, ki je povezan z nekaterimi trgi, kot smo prej rekla, recimo z Ameriko ali pa morda z Kitajsko. Skratka, verjamem, da tukaj še vedno tendenca ali pa rast, bi rekel, povpraševanja tudi na trgu dela bo prisotna in dokler imamo, bi rekel, ta pričakovanja in te potrebe, je potrebno to negovati, to spodbujati in dokler lahko ohranjamo ali pa celo povečujemo število zaposlenih, je cilj dosežen. Poglejte, potem se nam ni zabati, ampak ker pač vidimo, kakšni so kazalniki za v bodoče, upravičeno pozivamo to ali pa tudi naslednjo vlado, katerakoli že bo, da primerno skrbi za gospodarstvo in potem seveda v skladu z ostalimi pričakovanji, migracijsko politiko, torej politiko okoli tujcev in podobno, moramo primerno, bi rekel, sprejemati tudi vso zakonodajo in ukrepe. Čeprav je bila pokojninska reforma predstavljena kot kompromis, je bilo v 10 sindikatih precej slabe volje z dogovorjenim, opozarjajo, da bodo glavno breme nosili zaposleni, želeli so si izenačenja prispevne stopnje. Kakšen je prispevek gospodarstva k tej reformi? No, okej, vprašajmo se, kdo pa pravzaprav kaj prispeva. Ne prispevamo vsi. Zastopamo Obrtno-podjetniško zbornico, tukaj gre za obrtnike, ki sami dela in bodo sami šli v pokoj in ob tem seveda tudi svoj del prispevali, tako da vprašajmo se, kdo kaj prispeva. Nihče iz svojega žepa nič ne prispeva. Gospodarstvo je ob napovedi, da bomo doživeli še dodatno povišanje prispevnih stopenj, povedalo, da to nikakor ne moremo narediti. Je pa treba resnice na ljubo povedati, da gospodarstvo nikakor ni izsililo trenutnih pogojev oziroma predlagane pokojninske reforme, zato ker pač tukaj gre za to, da smo bili seveda pripravljeni razumeti tudi spremembe prispevnih stopenj ob določenih kompenzacijskih ukrepih, in to že meseca decembra, ne tik pred zdajci, kot je bilo strani sindikatov povedano, in seveda vlada je imela dovolj časa za odgovor, to pa je naredila žal tik pred zdajci, ko so zavrnili vse te predloge in potem smo pač vztrajali na tem, da prispevne stopnje ostanejo takšne, kot so, kar naredi pokojninsko blagajno še vedno vzdržno in zato seveda ne razumem, zakaj bi sindikati želeli kaznovati vedno znova gospodarstvo z dodatnimi ukrepi in mi tega seveda ne bomo več dovolili, kajti potem bo gospodarstvo še bolj nekonkurenčno in seveda tudi na škodo zaposlenih, ki jih ti sindikati zastopajo in zato ne razumemo, zakaj pravzaprav si tako želijo dodatnih, bi rekel, obremenitev za lastne delodajalce. Zdaj v številnih panogah primanjkuje delovne sile, delež tujih delavcev v zadnjih letih precej narašča. Je mogoče na ta način odgovoriti na te potrebe gospodarstva? To je občutljivo vprašanje, na katerega, bi rekel, tudi previdno vedno odgovarjamo in bomo tudi vnaprej, zato ker nam je povsem jasno, oziroma najbrž je vsem jasno, da dokler imamo potrebe po delavcih, po kadrih in če doma teh kadrov ni, jih pač za voljo vsega, kar je že bilo povedano, za dobro kondicijo in za delovanje celotnega sistema in blagostanja, pač potrebno to delovno silo poiskati iz tujine. Tukaj seveda imamo kot družba določene pomisleke zaradi, bi rekel, tujcev, ki prihajajo, ki se ne integrirajo primerno v družbo, če pa znamo poskrbeti tudi za to integracijo, da nekako omilimo ali pa zgladimo te razlike, ali verske, ali družbene, kakorkoli, in če kot
družba znamo poskrbeti za stanovanje, vrtce in vse ostalo, potem bi morali to seveda v zmerni obliki tudi nadaljevati, poiskati primerne rešitve, da seveda skozi, bi rekel, luč delovanja gospodarstva tukaj ne povzročamo prevelike škode. Verjamem pa, da bomo vendar nekoč prišli do neke meje, kjer pač to ne bo več potrebno. Žal pa se seveda v naslednjih letih spet pojavlja, bi rekel, ta meja oziroma stena, ki rečemo demografija, in demografija nam, bi rekel, že kaže, da bomo čez 4-5 let imeli še večje težave na tem področju in primerne rešitve bo seveda potrebno poiskati. Mi jih vidimo tudi v luči digitalizacije javnega sektorja, kajti določeni postopki debirokratizacije lahko, bi rekel, zmanjšajo potrebe po zaposlenih v javnem sektorju. Če te preselimo v gospodarstvo, naredimo dvojno korist, ne, iz koristnikov denarja, ki ga iz gospodarstva namenjamo v proračun, naredimo pravzaprav tiste, ki proizvajajo dodatna sredstva za proračun, in pa seveda vidimo tudi priložnosti ob vračilu tistih, ki hodijo na delo v tujino, čez mejo, torej obmejno področje, in tudi tukaj lahko nadomestimo tisto, kar recimo bomo na neki točki potrebovali, in to bo večkratna korist za vse nas, za celotno družbo, in morda bomo končno začeli govoriti o tem, da sprejemanje ukrepov na takšnem nivoju, na takšen način bo torej pravi odgovor na situacijo. Zdaj nizka rodnost in manjše generacije so problematične tako z vidika pokojninske blagajne, kot tudi zaradi pomanjkanja delovne sile. Je trenutno dovolj vzvodov za usmerjanje v poklice, kjer je pomanjkanje največje, kar se tiče trenutnega stanja? To je seveda zelo težko vedno narediti na takšen način, kot si vsi želimo, kajti odločitve vedno padejo pri mladih, ki se za poklice odločajo, ali pa pri tistih, ki se želijo spremembe poklicev. Ja, res je, kot že povedano prejle, ne bomo naleteli na ravno to težavo, ne, da lastnih domačih, bi rekel, kadrov zaradi demografije pač ne bo dovolj. Zato je zelo pomembno, ne, kako prerasporediti, urediti, bi rekel, ali delovanje javnega sektora in seveda tudi panoge, ki bodo seveda soočene tudi z spremembo potreb zaradi naraščajočega vpliva umetne inteligence, tehnologije, ki bo pravzaprav mnoge panoge razbremenila, in seveda temu primerno se moramo ob vseh teh predvidevanjih že sedaj dobro pripraviti in seveda s tem predvidevanjem pravzaprav usmerjati že sedaj mlade, ki se odločajo za te poklice, kaj bomo potrebovali, kje pač ne bomo, in seveda na tak način, bi rekel, urejati trg dela za bodoče. Zdaj nekateri poklici se zdi, da spet pridobivajo obrtniški poklici na veljavi. Vi opažate kakšne spremembe pri tem? Res je. Mnoge panoge, ki so bile v preteklih letih zapostavljanje, imele nek nizek ugled, bile slabo plačane, so v neverjetno kratkem času tako zelo napredovale, kajti zmanjšanje zanimanja za te poklice je povzročilo, da so seveda ti poklici, ali so to polagalci keramike ali krovci in tako naprej, postali iskani, ker jih pač imamo teh, bi rekel, izvajalcev premalo. Postali so iskani, spoštovani, postali so zelo dobro plačani, ker pač, če nekoga nimamo, smo pripravljeni dati tudi za to več. In to je po neki naravni poti preukrenilo potek dogajanja na vseh teh področjih. In zato seveda trdimo, da morda poklici, za katere vemo, da jih ne bo mogoče drugače opravljati kot z rokami, tukaj nobena inteligenca, umetna inteligenca in ne tehnologija ne bo prišla v poštev, bodo tudi v bodoče še kar nekaj časa, bi rekel, tisti, ki bodo iskani, in zato seveda najmladi, vkolikor imajo pripravljenost za opravljanje takšnih poklicev, tukaj tudi iščejo priložnosti. Zdaj na vaši sorodni organizaciji, na Gospodarski zbornici, je bil vzpostavljen celo strateški svet za kadre, izobraževanje in trg dela. V kolikšni meri je zlasti glede na tehnološke spremembe možno napovedovati potrebe na področjih za daljše prihodnje obdobje? No, tudi tu sem se že dotaknil te teme v prejšnjem vprašanju. Je seveda mogoče vsaj delno predvidevati, nekje pravzaprav že skoraj zagotovo, kaj se bo dogajalo na področjih posameznih poklicev čez 5 let. Denimo, za uporabo umetne inteligence bo seveda pretok informacij, pridobivanje informacij potrebnih, bi rekel, zdaj, kjer so zdaj potrebni neki svetovalci, bo najbrž tukaj
vpliv na spremembe zelo velik. No, že sedaj lahko predvidevamo, prav je, da imamo seveda tudi določene odbore, organe, svete, kakorkoli, ki bodo na različnih nivojih, tudi na ministrstvih to primerno obravnavale in seveda, da čim prenašamo, tukaj pridemo do nekih strateških rešitev, bi rekel napovedi, ki nas bodo pravilno usmerile in s tem bomo privarčevali ogromno časa, tudi morda slabo voljo nekaterih, ki se bodo zdaj, dokler še te strategije nimamo, nepravilno odločali o svojih poklicih, zato je prav, da to naredimo čim prej, seveda skupaj z državnimi institucijami, tudi na nivoju zbornic in pač vseh tistih, ki lahko tukaj nekaj prispevajo. Zdaj na eni strani se spreminjajo zaposleni, na drugi pa tudi tehnologija, ki je pomembno vplivala na procese dela. V prihodnje se bo to še bistveno spremenilo. Kakšne spremembe vi opažate v tem pogledu? Zlasti, kar se tiče zaposlenih. Če zdaj združiva 2 do 3 zadnja vprašanja, jaz mislim, da ocena tega, kako bomo situaciji primerno, situacija pa se zelo eksponentno, hitro spreminja, reinvencija določenih, bi rekel, panog, napredovanje produktov, storitev je vedno hitrejša, vedno težje je pravzaprav slediti, kaj se vse dogaja in menim, da moramo biti res previdni oziroma dovolj hitri, da pravzaprav sledimo vsemu temu, kar se dogaja in tisti, ki bo tukaj hitrejši, ki bo znal, bi rekel, pravilno usmeriti delovanje na tem trgu dela in seveda pri tem, kar se pravi gospodarstvo, sploh v malem gospodarstvu dogaja, bolj uspešni bomo lahko s tem. Kakšen bo vpliv tega na zaposlene? Nove generacije so bistveno drugačne kot starejše, imajo tudi drugačen pogled na delo, drugačen odnos do dela. No, to je pa povsem jasno. Sam nisem več generacija, ki razmišlja tako, kot današnje generacije mladih razmišljajo. Verjamem, da se bodo seveda temu primerno, kar prinaša tehnologija, tudi sami odločali. Vemo, da so vsaj del mladih vedno manj pripravljen, bi rekel, delati, razmišljati, kot smo bili mi sami. Prejle smo sicer ugotovila, da se je del mladih tudi zdaj v zadnjem obdobju začel, bi rekel, odzivati na situacijo na trgu dela in seveda k temu, kako so postali nekateri poklici spet ugledni in iskani in primerno plačani, ampak to nas ne sme zaslepiti. Ob vsem, kar bo potrebno oceniti, kako naprej, bodo tudi mladi, verjamem, da sami razmišljali o tem, kaj bo za njih najbolj primerno in seveda verjamem v neko razsodnost. Prav pa je, da jih seveda institucije, ki te mlade imajo, bi rekel, ali v šolanju, že v osnovni šoli in potem naprej v srednjem izobraževanju in na fakultetah, znali pravilno usmerjati. In to je ključen cilj, da pač to naredimo temu primerno, kar nam pač sledi v prihodnosti. Morda za konec še vaš pogled, kar se tiče gospodarstva. Smo lahko optimistični, kljub vsemu, kar slišimo vsak dan, vidimo, kar se dogaja po svetu? No, čeprav se zdi, da gre vse narobe, lahko vendarle pomirim, da ko gospodarska združenja opozarjajo na takšno ali drugačno, bi rekel, spremembo zakona, to mi počnemo predvsem zato, ker je potrebno primerno zastopati interese gospodarstva. Res je, da smo zadovoljni pri tej zadnji vladi, predvsem takrat, ko uspemo obraniti trenutne pozicije, namesto da bi zadovoljni bili šele takrat, ko dobimo neke nove spodbude, kar bi omogočilo nadaljnji razvoj. Jaz verjamem, da je kakršnakoli vlada, vendarle, ko ugotovi, da ni šlo vse tako, kot so si predstavljali, pripravljena, bi rekel, tudi zadeve korigirati, spreminjati, kot smo recimo že šli v popravek zakona o evidencah, pa bomo najbrž šli tudi v popravek zakona o dolgotrajni oskrbi, pa nek pravilnik o premeščanju bremen, pa zakon o čezmejnem upravljanju in podobno. Skratka, vlada, ki je pripravljena popraviti tisto, kar je bilo sprejeto napačno, je vlada, ki vendarle, bi rekel, kaže neko mero razumevanja za gospodarstvo. Če pa temu ne bo tako, pa seveda verjamemo, da bo prišel čas sprememb, čas volitev in potem pač naj prebivalstvo in volivci odločijo o tem, kdo lahko, bi rekel, to našo državo, ne samo gospodarstvo, pravzaprav vse vodi v pravo smer. Predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, Blaž Cvar, najlepša hvala za pogovor in sodelovanje v oddaji. Hvala tudi vam.
To je bilo tokrat vse. Če ste del oddaje zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audio arhiv Radio Ognjišče, sicer pa vabljeni, da še naprej ostanete v naši družbi. Oddajo sem pripravil Andrej Šinko. Veliko povemo, tudi z druge strani.